Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Stroške gostovanja, spletne strani in vseh fajlov Apparatusa tokrat sponzorira podjetje Design, ki se ukvarja z industrijskim in grafičnim oblikovanjem ter oglaševanjem in je na internetu na www.de/sigen.si. Sicer pa je Apparatus trg že leto dni in je v tem času z odzivom sogovornikom in kar je še bolj pomembno, ves poslušalcev presegel vsa moja pričakovanja, tako da vse skupaj še z večjim veseljem počnem. Tako da sem tudi na urgiranje nekaterih poslušalcev omogočil, da lahko tudi vi pomagate Apparatusu direktno, ker sponzorji ne morejo vsega pokriti. Te intervjuji pa pač terjajo svoj cajt in jaz sem samo en model z mikrofonom in računalnikom. Tako da, če bi radi pomagali Apparatusu, greste lahko na apparatus.si/podpri, link bo tudi v vseh postih. In če imate možnosti, pač podprite Apparatus, ker bom tako lahko še več truda in cajta vložil v sajt, v intervjuje in v vse ostalo. Tako da, če imate možnost, apparatus.si/podpri. Hvala. Tole pa je 46. epizoda Apparatusa, kjer sem govoril z Manco G. Renko, odgovorno urednico Beletrine, ki je spletišče, ki spodbuja slovenski literarni prostor in si prizadeva za uveljavitev vrhunske književnosti v naši kulturi. Tako piše v njihovem kolofonu, pogovarjala so se po spletnih medijih, komentarjih, zakaj točno so nas Avstrijci pogruntali, na koncu pa še o pisateljih in seveda o strojni in programski opremi. Preden začnemo pa še enkrat hvala vsem, ki ste podprli Apparatus tudi finančno. Če tega niste naredili, lahko to naredite na apparatus.si/podpri. Sicer sem vesel kakršnega feedbacka, najlepše pa če daste v iTunesih oceno Apparatusu, ker tako še kdo lahko najde tale podcast. Evo, zdaj pa Manca. Ja, moje prvo vprašanje je vedno isto, kdo si in kaj počneš? Sem Manca G. Renko, mlada raziskovalka na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Odgovorna urednica spletnega portala Beletrina, občasna piska, prevajalka in voditeljica. Kaj pomeni voditeljica v tem CV-ju? Voditeljica pomeni, da občasno vodim kakšen dogodek, ki je bolj kot ne povezan s kulturo ali znanostjo. Ali je to tako kult, ker to sem te videl parkrat, zato sem to vprašal, ampak ali je to pač, kakšen imaš ta feeling, ker imam ful neko obsesijo sprašovati ljudi, ki govorijo pred gručo ljudi, ne? Pač koliko ti je to naravno tebi kot osebi bilo, ali si se mogla iber navadati, ali je bila ful trema na začetku, ali zdaj ni več, ali... S tremo nikoli nisem imela blaznih težav. Je pa res, da sem prvi pogovor, ki sem ga kadarkoli vodila v javnosti, je bil v bistvu moj najtežji. In po tistem je bilo vse lažje. Zato, ker prvi sogovornik je bil Rüdiger Safranski, ki je govoril nemško in pogovarjala sva se v Heideggerju. In pač sem si takrat rekla, če sem to zmogla, potem lahko potem sem karkoli. Ja, fair enough, to je dosti res. Ker res, sem se že s parimi ljudmi pogovarjal, da je to res ena najbolj nenaravnih stvari možnih, če pač govoriš, pa je grupa ljudi, ki te posluša, ne. Tako, a ti je pač ta forma zdaj, to so bolj prireditve, ampak a ti je pa razlika tako zdaj, ker je mikrofon, pa tam, ker so ljudje, ali pa če ni ljudje, ali še ti je drugače, ali pa tako, ker pišeš, ali kaj daš nekaj svojega ven, ne, ali kako to dojemaš, ker pač ljudje konzumirajo, karkoli delaš, ali je velika razlika med tem, če daš na net, pa jim prebere, ali tam, ker te gledajo, Jaz imam v bistvu rada, da gledajo, meni mod to, ne vem zakaj, mogoče tudi zato, ker sem zelo zgodaj, je bilo neko tako hecno naključje, da sem začela učiti v gimnaziji, ker sem nadomeščala neko porodniško, pa pač itak sem imela kot študentka pedagoške smeri obvezno prakso in to je neke vrste nastop in ti imaš toliko in toliko ur, pač nastopaš vsak dan. In zdaj tudi vodim vaje na faksu in imam pač tudi neko občinstvo in sem ga navajena in mi je lažje. Recimo zdaj, ko se mi dva pogovarjava, mi je ta mikrofon skoraj za malo težek. Drugače imam zelo rada, stik z ljudmi, da vidim, kaj razmišljajo. Najhujše mi je recimo kdaj pri predavanjih ali pri pouku. To je bilo sploh v gimnaziji, ko je zadnja ura, maj in tako, ko vsi gledajo v uro, pa v prazno in to je grozljivo. In ti bi se raztrgal samo zato, da bi te pogledali, ne. Ampak sicer pa nimam, treme, težav s tremo pa niti ne. To nas je ene par takih, jaz to nikoli nisem. Mislim, jaz sicer obolevam, če vidim ljudje, so obolevam prej to, da je noro, ampak pokaj sem gore v redu, tako pred folkom. Ampak, kaj pa pol na netu, ker dejansko, Beletrina je pač nek tak, kaj temu rečete, kaj to portal, to so zmeram te zdaj, no te povej, kaj je Beletrina, pa bo tem pol naprej vprašal. Kako bi jo ti kvalificirala? Meni se zdi Beletrina eden najboljših kulturno-družbenih medijev, kar jih trenutno je v Sloveniji. Zdaj to je pač spletni medij. Ampak meni se zdi, da
v bistvu spletni medij ima določene zakonitosti, kot ima vsak medij svoje zakonitosti, ampak glavna je vedno vsebina in če imaš ti dobro vsebino, bo katerkoli medij preživel. No, cool. In glih to, pač ta, ker rečeš medij, ne, ki je dosta agnostičen termin, glede na pač, kako ste rekla, vsebino, ne, a poste vi pač pisci, oziroma / novinarji, no, v končni fazi, ne, ali je ta internet, a veš, toliko zmagal, ker Albertina res sam na netu obstaja, a veš, kolikor ni imela benga tega bagagea odprej, v bistvu ne, no, a veš, da je bil neka weird Zeiten, ki ga je potem se spravljal na net, pa je tam se nekaj prenese, a veš, če ni tega bagagea, a pa si sam tako vrajt, oziroma pač pisac, pa novinar, ali na eni točki se una blogar besede zraven začnejo lepati, ali ne, ali tako, kot praviš, kaj medij je tako agnostično, da pač... Ne vem, če je blogersko, jaz nasplošno zelo zagovarjam, pač ne glede na to, kaj se piše, zagovarjam osebno stališče, ne? Ker pač se mi zdi, da edina stvar, ki je v resnici ima moje osebno stališče. In se mi zdi skrivanje zdaj za nekim navideznim objektivizmom v smislu mislimo, pa predvidevamo lahko, mislim, nič ne mislimo, jaz mislim, pa jaz lahko predvidevam, jaz ne moram tega delati za množico. In to je ta blogerski občutek, ne? Ker bistvo bloga je to, da je bolj osebno, ne? Ampak jaz se mi zdi, da za večino medijev, ko pišem, dajem zelo močen oseben pečat, pa ne zato, ker bi ego tripala, ampak zato, ker se mi preprosto zdi zlagano, da bi govorila z nekimi frazami v imenu večine. Ok, kako pa pol to z uredniško politiko pride? Veš, ok, ti, ki dosti freelancaš, kakor vidim, se pač na parih placih pojavljaš. Ja. Misliš, da je to lažje pol te preči, ne? Veš, kaj se na večjih placih pojavljaš, ali pa eden, ki dela, ne vem, za dnevnik, ne? A veš, pa je tam del enega tima, ne? Pa tam gre to čez neko proceduro, pa potem šele na koncu to vam pride, pa je res šlo čez par rok, ne. A tam se ti še zmeraj zdi, da te mislimo, da so to weird, ali imajo tam malo več smisla, kot na netu, ne. Seveda, jaz mislim, da tukaj ni, da tukaj gre za žanr, pač zdaj, če ti pišeš poročilo z tiskovne konference, je poročilo z tiskovne konference in tukaj ni. Dobro, pač čemer imam seveda nek drug spet pomislek, koliko se splača vse tiskovne konference pokrivati in pač to je zdaj spet neka čisto druga tema. Ampak sicer se mi pa zdi nasplošno, da seveda res ni etablirani mediji, ki pokrivajo vse od zdravstva, politike, kulture, zunanje politike in tako naprej. Seveda morajo imeti to neko formo in ti, če imaš zaposlenih, ne vem, prej si omenil dnevnik, recimo, da je 70 novinarjev, seveda mora biti to nekako, mora obstajati nek relativno univerzalni jezik. To se absolutno strinjam, ampak RBL-trina je pa pač tok majhen medij, mi objavljamo en članek na dan in da v bistvu se vsak pisac lahko na nek način profilira in jaz bi si to želela, da ima vsak možnost tukaj se izražati na način, kot mu je najbolj blizu. Zato, ker zdaj sem glih videl pač The Economist, ki so najbolj znani te, sploh ni byline-ov, pa nič, ne. So pa kar na netu dajo, so ene par blogov odprl, ne, tam so pa začeli zdaj nišle dajo od avtorjev, ne, da folk pač premližen ve, kdo piše, ker imajo pač, kako praviš ti, vsak svoj voice, ne, pa ta oseben mnenje, a veš. Pa, kako se ti zdi, da je to, da je ta oseben mnenje, a je to ful, ali smo rabili internet, da je to ratalo prepoznano, ali bo to inherentno že dosti prej, pa so pač te stari mediji, kot tradicionalni, te floskule, ampak okej, da so oni že to izrinali ven, da je pol so ratali te mislimo, pa te. A je net dal to že spet zagon temu osebnemu mnenju, ali je pač to zmeram bilo tam, pa je bilo sam zatrt? Jaz zdaj kot zgodovinarka bom imela tukaj čez drug pogled. Če gledamo zgodovino novinarstva ali pa kako se je to razvilo, če pogledamo leta 1900-1913, pač na začetku 20. stoletja, ko so časopisi res doživeli boom, ta težnja po objektivnosti sploh ni bila tako močna, ne? To se je potem kasneje razvilo. Najprej je bil avtorski glas. Potem vidimo, kako se ta avtorski glas spreminja, potem rata na nek način objektiven, ampak tudi oni, ko so postajali recimo določeni avtorji objektivni, če jih analiziraš ali pa če si bral njihove prejšnje tekste, itak vidiš, da govorijo samo o sebi. Ne? Ja. In z internetom je pač nastop še na nek način blagoslov, po drugi strani pa problem, da ima vsak pravico do mnenja. Ne? In da mislim, kar je absolutno prav, da ima vsak pravico do mnenja, da se razumeva, ampak nastaja nek tak šum, ne? Tak mnenjski šum, iz katerega je včasih težko izbrskati, kaj je kakovostno, kaj je nekar. Ampak se mi zdi, da je podobno tudi zdaj v etabliranih časopisih. Mogoče pred 30 leti je bila uredniška politika tako močna in novinarji so bili tako izobraženi in tako naprej, da
da se je vedelo, kdo lahko ima glas, kdo pa ne, in je obstajal nek tak sistem. Zdaj na vsem pa poplava, zdaj imamo pa vsi svoje mnenje in zdaj bi vsi govorili o tem, ampak hkrati pa več kot je teh mnenj, manj je dejanskih rešitev. No, ampak zdaj so se, to je ena tema, komentarji, ne? Zdaj to, ki si rekla, ker ima vsak pravico do svojega mnenja, ne? Pa kako ti, ker ste, pač ker Rebeletrina je res čist spletni otrok, ne, kakorkoli obrneš, kakšen imaš ti odnos do komentarjev, ne? Jaz imam zaprte komentarje. To vemo. Zakaj? Se to me zanima. Kakšna je logika? Veš, ker to je ena odločitev, ne? Pač ja. To je odločitev, jaz bi imela takoj odprte komentarje, če bi se vsi podpisovali z imenom in priimkom. S tem nimam absolutno nobene težave. Ampak dokler se ne, pa jaz tega ne moram imati zelo resno. In zdaj v bistvu tukaj je tudi nek drug tehnični problem in gre za to, da ta stran, ki jo zdaj imamo, je slaba in se sesuva in tako in v bistvu prihaja nova v naslednjih tednih. No? In na tem delamo že par let, si želimo in zdaj končno jo bo udejanjena in tukaj bojo komentarji omogočeni. Bo pa stvar rešena tako, da človek, ki bo komentiral z imenom in priimkom, bo imel komentar takoj objavljen, vsi drugi komentarji, ki ne bojo podpisani z imenom in priimkom, bojo šli pa skozi cenzuro. Za pa bo en sam napisal Janez Novak, ne? To veš, da se bo dogajalo, ne? Mislim, da se ne bo, ker mislim, da nismo tak medij. Jaz bi tudi zelo rada dala vedeti, da v bistvu, če se jaz kot avtorica ali pa avtori, ki tukaj objavljajo, izpostavljamo svojimi mnenji z imenom in priimkom, se mi zdi do mene spoštljivo, da me nekdo nagovori z imenom in priimkom. In mogoče tisti, ki se podpišajo z imenom in priimkom, oziroma vsaj z imenom, imajo potem si vsaj želijo malo bolj artikulirano povedati ene stvari. To je res, to je lažje spet, ne, to mogoče ni ta prava debata, no, ampak to je lažje pač prej Rebeletrine delati, ne. Absolutno, ja, ker smo zelo privilegirani z bralcev, ki jih imamo, ker na kakšnem drugem portalu bi bilo teže, čeprav jaz se zelo velikrat moram reči, da čudem, kakšne komentarje spustijo skozi. Ker so pač žaljivi, neprimerni, neumni in slaboumni. Mislim, kdo ima to sajt gleda, veš kaj mislim, ker jaz pa zmenim, tako jaz se čist strinjam, ne, ker res, če to, mislim, sploh, pa gremo zdaj 14 ur pa RTV, ne, pač številke 2, ne, to je balano, kaj oni če spustijo, pač to je res, to je narobe, ne, ni točke data narobe, ne, ampak kdo to gledal, a veš, pa zdaj ne govorimo o tehničnih težavah, ki so pri komentarjih, ampak ti misliš, da sploh daj realno pričakovati, da bo tam nekdo sedel pa pregledoval vse. To je resno vprašaj, zato ker imaš Rebeletrine, dobri bralci, kakorkoli. To je še zmeraj spletni medij. Zdaj, ko boste imeli imena v priimke, ne, če bo en sam napisal, jaz sem pa Johnny, pa bo nekaj napisal, ne, to bo en mogel pregledati, ne. Što je del. Tako. Samo za tistih 10 komentarjev, ki jih bomo imeli. Jaz upam, da ne, bom videla, ti bom povedala, ko bo ta splet ostala, ampak jaz imam zdaj neko to idejo, da če mi kot uredništvo Rebeletrina iskreno prosimo svoje bralce, uporabljajte svoje imena in bodite kulturni, se mi zdi, da nam bralci lahko naredijo to uslugo. Vse zakaj bi se pa skrivali? Meni je najbolj strašljivo to, da berem komentarje na kakšnem od večjih portalov in potem sem v trgovini v vrsti in si mislim, ojoj, ti komentatorji stojijo posod okrog mene. Ja, pa to je ful res, veš. Jaz ravno gledam. Ampak jaz sem tako, ti komentarji so meni zmeram. Na začetku, ko je internet prišel in so Zeitungi dali članke gor, ne, je bilo zmeraj, komentarji, zdaj bojo lahko bralci direktno povedali, kaj smo vi, ne, a veš, da bi jih pa kdo uporabljal, ta folk bralce, da preden članek napiše, ne, veš, da kdo ki je vprašal pa to, ne, tega je pa še zmeraj ful mal, pa zdaj že 2013, zdaj internet že nekaj cajt takle, a veš, ko pa vi pa tako uporabljate, a veš, a uporabljate net tudi prej, oziroma a uporabljate pač bralce tudi pred tem, kaj napišete, ali je sam, kaj ste gor, pa samo do vas prihaja. Pa to je zdaj čisto uredniška zadeva, ampak zato vprašam. Pač, ne vem, če sem čisto razumela. Ja, veš, kako, imaš par novinarjev, ki ne vem, na Twitterju vprašajo, razumeš? Ja, to, ja. A veš, pa se začne ta komunikacija z bralci, veš, mogoče napreden končen izdelek vam pride, ne, ker te ta veliki so se vsi obesili na to, ne, da ko imaš ti že vse na njem, pol pa lahko kdo od spodaj kaj napiše, ne. A veš, pa me sam zanima, kako ti to vidiš, ne, pač kot spletni mediji, ne, ker ste. A veš, a se splača že prej kaj vprašati, a je to mogoče boljše uporabljanje teh resursov ali sami komentarji na koncu? Jaz mislim, da to mogoče sploh ni slaba ideja, samo zdaj gre spet za članke, ki jih mi imamo. Ja, ok, vi ste je to zelo težko, recimo za kritiko knjige. Ne vem, kritik je avtonomna oseba, zakaj bi on prej dal, ne vem, na glas ljudstva.
Ali vam je všeč zadnji roman Dana Browna? Dobro, se ne, da samo vpraša, ali vam je všeč, ampak ja, ok, point taken, ja, ok, to šteje. Ne, sem tako, ker malka, jaz z vsemi, ki govorim, zdaj sem večinoma govoril s folkom, ki so res iz teh pač etabliranih medijev, oziroma z nekih medijev, ki imajo sicer nek spletni presence, ne, ampak ne delajo sam za net. In saj jaz, karkoli berem na netu, jaz hitro opazim, kje je zakaj je zadeva narejena, veš. In pač prvo se vidi, da imate sajt, da date na sajt, da je skoraj vse uperjeno to. A veš tudi, kako je napisan, vse to so take malenkosti, ampak se vidijo, ne. In zaradi tega me pol ful zanima, pač, zdaj, ok, pa greva le na kritko knjige, no, pa greva kle začeti, nekaj ti tudi dosti tega pišeš. Zdaj, kaj to pomeni, ker zdaj v tem članku, ki se ga pol omenjala, ne, ki sem napisala, kako to je dela, pa sem, kako je to dela, ampak pač, kaj pomeni, ki ti dobiš neko buklo, kako to zgleda? Pač jaz moram zdaj spet reči, da sem v precej privilegiranem položaju, ker ne živim samo od tega. Sem svoj čas, ampak zdaj trenutno ne. Ampak sicer to gleda tako, da jaz dobim, mi predlagajo, ali pa si sama zberem neko knjigo, si vzamem par dni časa, da berem ponavadi popoldne, po noči, za vikende, pač ko imam čas, ko nisem v službi, ko ne delam drugih stvari. In potem po vseh teh urah jaz recimo si počrtujem stvari, potem vse stvari izpišem, potem grem skozi glavne poudarke. Potem najtežji del je najti rdečo nit, kako boš zdaj ti povezal s 1000 stranske knjige, ki preskakuje z eno temo na drugo neko stvar, ki jo lahko vodiš od začetka do konca. Ok, sorry, ampak kako to plastično delaš? To mene zanima. Jaz, ki pišem, pa hodim po stanovanju, to je cel moj proces. Plastično? Ampak imaš kakšne, a veš... Jaz samo sedim in pišem, jaz 12 ur sedim in pišem. A res, to ti, kaj blagor. Ne, to ni blagor, to je bolečina. Jaz ne moram reči, da sem blazno srečna, ko pišem. Mislim, na trenutke sem zadovoljna, včasih napišem kaj, da sem še sama malo presenečena, včasih pa recimo ravno včeraj sem en tekst pisala in sem uvod zbrisala 6-krat, 7-krat, pač napišem, zbrišem. Ampak, a je to normalno, da obolevam zraven? A se ti zdi to normalno? Zakaj to delamo? Kaj ni mora to razliti? Jaz sem istik, jaz sem tudi na koncu včasih hiper zadovoljen lahko, ne? Koliko je enega obolevanja prej? A je to kul? Jaz mislim, da je ta medijski svet nekaj, kar te zasvoji. Ko ti objaviš svoj prvi, drugi, tretji članek, ko vidiš, da ima to neko težo ali pa da si nekaj s tem naredil, je v bistvu malo ego tripamo, no? Vse je grozno to reči, ampak jaz sem veliko bolj zadovoljna, recimo pišem različne tipe člankov, ne? Ko pišem znanstveni članek za znanstveno publikacijo in tako naprej, je to drug način garanja, je to zelo precej daljša procedura in tako, ampak potem, ko dam, na to nekako pozabam, medtem ko, zato ker vem, da bo to prebral pač par strokovnjakov, par kolegov, mogoče me bojo rasul, mogoče me ne bojo, ampak se mi tukaj končajo, v bistvu profesionalno, ne, tako kot če bi nekaj izdelovala. Medtem ko, če pa pišem kolumno ali pa nekaj, kar je iz mene, je pa to precej bolj osebno in jaz recimo tudi za to zadnjo kolumno, ki si jo prej omenil, jaz do zadnjega hipa nisem bila prepričana, da bi jo sploh objavila, ne, ker nisem vedela, a je v redu, a je primerna, a bo šla skozi, ali bi jo rajši zadržala, a je preveč osebna, a je premalo osebna, tako. No, pa jaz se še kle malo ustavil, glih pri temu cincanju, ne, ki se pol zgodi. Sploh se mi zdi, da ok, pa mi zdaj rekel, za kar se internetnega pisanja, če je bolj oseben, pa to, ne. Kako to linijo ti vlečeš? Pač glih to, pač aj ta osebnost, pa to. Veš, po eni strani, tako se rekla, osebno mnenje je, ampak je tudi malo razlika med osebnim mnenjem, pa koliko sebe dejansko daš noter, čisto v besede, a ne. Kako, kje ti to linijo? Mislim, kje imaš to mejo? Kako jo vlečeš? A veš? Mislim, zakaj si se odločila, da zdala ta članek ven, ne? A veš, oziroma, kje je tako, to je cel tekst nate obešen. Realno gledam, ne? A veš, kako to, kakšen imaš kriterij? Tukaj sem bila, v bistvu je bilo tako, da jaz sem bila to vabilo in sem bila jezna in sem jim odgovorila nazaj. A ja, pa še, gre povedati, kaj je bilo, no, še to povedati, da nam zdaj uvir izpadal. Ja, šlo je za to, da sem dobila nespodobno povabilo iz pisarne ene od evropskih poslank, ki je želela, da nek članek napišem zastonj. En članek o prihodnosti Evrope, ja, to povej. Članek o prihodnosti Evrope, to je pomemben podatek za džabe. Povej ja. Pa. In jaz sem to dobila in sem bila jezna in sem odgovorila daljši mail, kot bi ga sicer. Nisem napisala samo, žal nimam časa, lep pozdrav, ampak sem napisala v bistvu, mislim, da je celo 1 ali pa 2 odstavka sta enaka, kot sta v tekstu, ki sem ga objavila. In je šlo to ven iz mene. Takrat pač in potem sem zaprla mail in ne vem,
je minil dan, dva in jaz sem še kar naprej premlevala to, kaj so oni sploh hoteli od mene. In potem se mi je zazdelo, da je to v bistvu tema. Da je to tema, o kateri je treba govoriti in se pač ne govori, ker se marsikdo noče izpostaviti. Hkrati se mi pa zdi, da je glih to prednost osebnega pisanja, da če se te posebno zgodi nekaj takega, ne. Mogoče se napišeš bolj osebno, malo bolj razčustvovano, ampak več ljudi se lahko poistoveti. Zdaj, če ti pišeš nekaj mehanskega, število brezposelnih mladih, število mladih, ki se ne morejo odseliti od doma in tako naprej, se to nikogar ne bo zares dotaknilo, ne. Zdaj pa meni se zdi, da tisti, ki pišemo, pa imamo mogoče tudi, smo malo nagnjeni k temu, da bi bili družbeno angažirani, pa skoraj da moramo na tak način. Ker meni se zdi, da bi jaz lahko identično vsebino spravila v drugo obliko in bi bil pa manjši odziv. In mislim, da je ravno ta osebnost tista, ki ljudi zanima konec koncev. Kako gre pa lahko ta osebnost narobe? A veš, kako ti vidiš, kako lahko to na negativ? Ker jaz tukaj zmeram pol Američane gledam, ne? A veš, in pri Američanih je tako, ker dosti pač in te podcaste, pa ok, radio, pa tudi TV, tam, kakor ga spremljaš, lahko v Sloveniji, tam pač ali na levici ali pa na desnici ta čisto osebnostni profil, ki so ga oni res sploh na ta cable news, ne pa zdaj lahko se s Foxu 3 ure pogovarjam, ampak bolj v smislu tega, tam je šlo to tudi zelo narobe, mislim, zelo neke negativne vode, ne, te pol, ki se začne še neko agitatorstvo, a veš, pa v končni fazi res neke nestrpne scene, ki prihajajo, ampak je osebno mnenje in potem už to namer pustiti, a veš, mislim, kako te pa tega strah, a veš, kad pri svoje tekste pišeš, ne, veš, Stefan, to tudi eden od pomislekov, ne, da ok, sem dala to, pa klej je bilo še malo jeze zraven, ne, pa jaz ne pravim, da klej meni se zdi čisto korektno napisano, ampak tako, a na to pomisliš, da ok, mogoče klej šlo pa malo preveč, a veš, ali ne? Mislim, da ne, zato ker jaz nisem nagnjena k temu, da je bila žaljiva. Mislim, da nisem ta... Ok, a pol žaljivost je ta... Meni se zdi, mislim, ker jaz tudi se mogoče samotam, ampak sebe dojemam kot nekoga, ki je precej mil človek. Meni ni do obračunavanja, jaz se ne bi tepla. Jaz bi najraje, da se imamo vsi dobro, pa se lahko pogovarjamo samo o literaturi pa zgodovini, hvala lepa. Ampak dokler to ni mogoče, potem včasih kaj napišem, ampak mislim, da se vedno, da imam jaz zelo močno samocenzuro, no, pri teh stvarih in da, recimo, ko sem bila mlajša, ko sem začela pisati pri 18-19, sem tolkla vse vprek, ker je še malo mladostniškega cinizma, zagnanosti, vsi so kreteni in ti nekaj veš, ne. Potem te pa to zapusti in zdaj se mi zdi, da mogoče sem kdaj komu naredila krivico, no, ampak nikoli nisem imela tega občutka. Tudi nisem nikoli hotela sprav česarkoli na osebno obračunavanje. No. Zato tudi recimo v tem tekstu nisem imena poslanke omenila. Čeprav to, okay, to jih spet ni, ne? To jih ni, ampak recimo ne, vem, da če bi jo omenila in potem sem dobila veliko vprašanj, kdo je ta ženska bila. Vem, da če bi omenila, bi ta cel pogovor šel na raven levica-desnica. Na eni točki bi partizani od domobranci, ja, to vemo. In bi rečel, da ja, ona je desna in oni so neoliberalci in bi vse izčrpali, ali pa ona je leva lenuhinja komunajzerska, ki hoče do konca izčrpati človeka po človeku. Ja, se to imaš prav. Dobro, da nimate komentarjev po svoje, ne? Kolikrat pa, ampak zdaj, če to zase lahko rečeš, ne, da si mil človek, pa da ni do tega obračunanja, kako pa širš vidiš v Sloveniji, kam bi to lahko pripeljali, glede na našo medijsko kulturo, pa recimo, da v neki prihodnosti se pa ta internetni osebnostno izpovedi na pol stil ful prime tudi v etabliranih medijih, pa v njih, ki malo širše stvari pokrivajo, ne samo RBL. Koliko misliš, da je tam nevarnost, da se to zgodi, kot v Ameriki? Več ali manj. A veš, pri nas tako, imaš kakšen feeling? Da so ljudje nori. Ja, na eni točki, ja niso. Ja, mislim, na veliko točkah. Ne, ampak je to neizogibno, ali se to da, veš, mi zdaj smo malo zadikle, ne, ali se to da, ne, mislim, z nečem, ali omiliti, nam rekel, preprečiti, ker to se ne da, ampak, veš, kako se to, ali se to kulturo sploh da nekako nadzira? Pa kaj enkrat vse na netu, pa kaj na ta način se piše, dela, daje stvari ven. Ne. Zdaj me sprašuješ, kaj bi se zgodilo, če bi obstajala absolutna svoboda govora. Ja, pač kar na netu je, bližji še nismo bili, kot je človeška raza, če hoče biti ful filozofska, ampak bližji res še nismo bili. Realno gledam, ja. Ne. Mislim, razen oni 4 v jami, ki so risali, ne, ampak načeloma,
Mislim, veš, ko se zanima, ker net, kolikor je odprt, pa to, veš, da se vidi, da se ga da to dosti zakleniti, pa to. A misliš, da je nekaj, ki bi lahko to omejili na dobro, ali bo omejili na slabo, ali bo sam crazy people? Nisem dosti pametna za to. Pri vprašanju omejevanja se mi vedno zdi, da pač sem kot mlad človek, ki kot mlad sam po sebi mora biti liberalen, bom vedno zagovarjala svobodo. Zdaj pa, da je zelo veliko ljudi kretenov, to je pa nekaj, o čemer se sama zelo veliko sprašujem in ne najdem odgovora, res ga ne. Ja. Ampak nekako ne morem reči, da dajmo omejiti svobodo. Tega pač zaenkrat žal še ne morem izreči, pa vprašati čez 30 let. Ja, se to, ja. Pač, če bi bila zdaj mogoče stara 60, bi marsikaj drugače rekla. Ampak tako pa zdaj si pa, če že zdaj ratam na pol konzervativna, kaj še le bojo izgleda. Kaj pa še le čez 30 polne, ja, več. Prej si omenila tudi družbeno angažiranost, ne? Pa gremo reči, da se jaz to štejem te ljudi, ne? Ki ima to neko žilo v sebi, ne? Zakaj jo imamo? Sem tako vprašal. Ker niso vsi ljudje, saj jaz, ko mislim, pa zdaj pa ne govorimo o normalnih ljudeh, po kriterijih, ne? Zdaj pa sam govorimo o folku, ki ima to neko vse, zdaj sem glizem to, kot on govoril zanč, ne, ki rekel, da on se že cel life pizdi, ne, in pač pizdi in sprašuje in pol to vam pade, ne, ampak zakaj smo eni taki, eni pa ne tok, ali pa niso taki. Ena stvar je nedvomno občutljivost na krivice, da smo ljudje, ki nas družbene krivice motijo. Kako to rešujemo, a to rešujemo dobro ali slabo, ne vem. To je ena stvar. Druga stvar je pa stopnja empatije. In jaz vem, da pač sem to empatijo, ki jo imam, jaz sem ogromno prebrala. Pač že starši so me ogromno brali in potem sem sama. In jaz mislim, da sem se pač s pomočjo literature izoblikovala v človeka, ki ne loči samo na prav in na robe, ampak nekako skuša razumeti tudi tiste sivine. In to te dela angažiranega. No? Vsaj mislim, da mene to goni. Ne vem, ampak nisem pa prepričana v bistvu, zakaj je tako. Pa mogoče zato, ker sem bila vzgajena v duhu, da me ne sme biti strah. Yeah. Da moram vedno povedati, kar mislim, da moram povedati, če se mi godi krivica. Predvsem pa to, da se moram vedno, ne glede na razmere, boriti za šibkejše, za tiste, ki nimajo glasu. In jaz mogoče se ne, se ne vem, če se. Okay. Ampak to so mi nekako starši privzgojili, da so vedno na svetu ljudje, ki so manj privilegirani od mene in da oni mogoče nimajo glasu, jaz ga bom pa imela in da ne to izkoristim. Ti komunisti. Ampak ja. In nekaj pri nas se vse pol na to zreducirali, pa to sploh res ne gre za levo desno, sem to koliko razložiti, pri nas je, ne vem, jaz že obupal. No, si to, pa greja, ki si rekla, da ti literatura izblikovala, ne? Ker jaz sem en failure v lifeu, da sem absolutno premalo bral v življenju. Kar se tiče tako dejansko knjig kot ali fikcijo ali pa non-fiction, ne? Pač ko to ne vem, ko si kaj ne poslal, ne, te sploh ne upam reči. Ampak dejansko imam ta failure, da sem premalo bral, ne? Zdaj pa kva si pa ti pol brala, pa te zdaj res obražal, da kot te je to izblikovalo, se te še zmeram, ne? Ampak zdaj, kaj že nekaj veš, pa si tudi kričarka knjig. Ampak tam na začetku, veš, v kva si padla, ki si rekla, literatura, to je pa fajn, in si pol brala naprej. To je to prvo vprašanje, sem še eno vprašanje. Ali je to slovenščino, v katerem drugem jeziku na začetku, ker to je meni, to je pa najbolj pomembno vprašanje. Ne, bilo je v slovenščini. Okay, zanimivo. Jaz sem človek, ki absolutno ljubi slovenski jezik, okay. In če bi zakaj bila pripravljena umreti, bi bil to slovenski jezik. Okay. Imam krasna starša, ki sta mi od majhnega zelo veliko brala. Še ko jaz nisem znala brati, so mi vsak dan, vsak večer na glas brali. In so mi brali vse grške mite, Biblijo, zelo zgodaj tudi v bistvu resno literaturo. Vem, da mi je mama v 6. 7. razredu osnovne šole dala v roke potem Dostojevskega. Ampak kar me je izoblikovalo, se mi zdi, kot človeka je bilo na začetku zelo rada, sem imela recimo zbrane povesti Beatrix Potter, ker so živalice in še vedno pač obožujem živalice, če rado sem mogoče malo tako slišam, ampak ja. Potem rada sem, brala sem tudi partizanske zgodbe in tam je zelo jasna slika, kaj je prav, kaj je pa narobe. Ne pravim, da je to res. In zdaj jaz tudi kot zgodovinarka absolutno nikoli ne bom šla, vedno mislim, da je vojna grozljiva, ampak predvsem je pa prikazujejo zelo jasno neke
neke čisto osnovne poduke o morali. Ja, to so beli pa črni klobuki, so kar se ve. Ampak tega jaz takrat nisem dojemala. Ja. Je isto, če bereš pa svetopismo, imaš pa druge bele pa črne, mislim. To je res. To in potem pa kasneje, pa ne vem, imela sem zelo rada Ronjo razbojniško hči, take v bistvu uporniške junakinje. In potem sem zelo hitro prešla na Ruse, sem imela to rada, potem zadnje čase pa Nemce in Avstrijce, no, predvsem. Pa še enkrat si Biblijo omenila, ne? Pa takrat bereš, pa itak je v šoli, veš. Kako je tebe presenetil, da je bilo iber unih zgodb že prej napisanih? Pa to je resno sprašujem, to je meni blew my mind, tako v srednji šoli, jaz pač nisem nič vedel prej, ne. Pa te epi o Gilgamešu, pa pol ta potop, pa to je več od meni vse isto, ne. Ampak to je res, da je tako, ker si zgodovinar. A je to tebe presenetil, ali si to pa nam bližen vedela? Ker jaz tega res nisem vedel. Ker veš, zdaj bila Biblija je bil aksiom, ne. Pol se je pa šlo vse zgodil, ne. Ne, jaz sploh nisem imela, jaz sem pa izrazito gledala, pač odkar obstaja človek, obstaja zgodba. Aha. In odkar je človek, imamo ljudje zgodbe. In jaz sem to samo, še danes gledam, samo tako nime nikoli ne nič presenetilo. Meni to je, sorry, ta meja osebna, sem mogel vprašati tega, ker pač se bolj s tem obadam, ampak to je meni takrat tako mi je podarilo, nisem razumel, pač, ampak gremo naprej, da nam. Ampak tako, zdaj, ki si rekla Ruse, pa pol Nemce, pa Avstrijce, veš. A pol si ker jaz poznam, tako, to sem porajto v teh ljudeh, ki veliko berejo, ne, da pač po nekem tegnem principu deluje, ali se na žanru besijo, ne, pa so neki cajto v enem žanru in pa tam vse prekluvajo, kar lahko, ne, ali grejo pa po teh nekih ali periodah, razumeš, ali se pa na te nacionalne, veš pa, ampak, a jih bereš pol, resmo, ker rečeš, da greš na Rusija, to pomeni, da pač enega prebereš, pa drugega, pa pol vidiš približen, ali če sta nasaj približen iz istega obdobja, ali pa če se en drugega malo napajal, ne, a da te stvari tudi zanimajo. Ali te zanimajo samo, kaj zdaj so pa Rusi na vrst, zdaj bo vse Rusija prebrala, pa je vsak zase stoji. Ali jih vedno jemlješ v temu? Ne, gre za navdušenost, tukaj gre za čisto strast. Pač vzameš prvega Rusa in ugotoviš, da je to dober kot še nič prej. In potem bereš vse Ruse. Ja. Meni se je recimo edini avtor, pri katerem se mi je zgodil, da sem po branju zbolela, da sem pač 3 dni samo brala in potem postala vročična in bil Dostojevski. In zadnje čase, in to je bilo še v gimnaziji, in zadnje čase, pač ko se bolj ukvarjam življenje avtorjev, ugotavljam, da recimo Brecht je tudi rekel, da on, ko bere Dostojevskega, zboli. In še nekaj drugih avtorjev, ki na te Ruse vedno svoje razloge za bolezen obešajo. Potem sem šla študirati germanistiko, recimo, in tam je blazno nemške literature za prebrati in mi je postala všeč. Potem sem spoznala znotraj nemške literature avstrijsko, ki mi je blizu čist zaradi mentalitete, ker mislim, da smo vsi malo, imamo ta avstrijsko mentaliteto zelo močno, no. Kaj Slovenci zdaj? Ja. Res, zakaj? Mislim, tudi tako literatura se mora v bistvu dotakniti nečesa, kar vsi nosimo v sebi, pa ne vemo, da to imamo. In Avstrijci se pri meni zelo dotikajo tega. No, res, to si pa ne bi. Okay. Ja, mislim, mislim, jaz to, ali pa mogoče samo meni pač ta. Ok, pa se tudi, če sam te, ok, mogoče te je ta Avstrija. Recimo, če bi morala našteti, čeprav itak ne bi hotela, 10 najljubših avtorjev bi bili verjetno 3 Avstrijci, pa je to zelo majhen literarni narod, če tako gledamo. Ne? Ja, jaz recimo ne vem, če enega postavim, če se skrenamo. Ja, okay. Ne, to mi je pa zanimivo, da rečeš, da pač Avstrijci se nas zadanejo nekako, ampak ok, to se mi zdi. Veš, kaj še zanima, pač pri knjigah, zdaj morajo iti, zato aparatus, kakorkoli, so malo moram na tehniko, ne, na eni točki, zdaj pa. Ti, ki veliko bereš, te elektronske knjige, pa knjige, ne? Ne berem elektronske. Nač, ne, vse sem vedel, sploh nisem hodil vprašati, kako še vazijo. Zakaj ne? Zakaj, resno, to je zdaj resna debata. Mislim, a imaš tako a priori proti, a sprobala, pa da ni bilo všeč, to me res zanima. Sem ti povedala, da sem zaljubljena v slovenski jezik. In potem si hiter konc, ja. In potem je to. Več ni treba, ja. In jaz lahko, recimo, ravno zdaj sem končala, preberem ogromno literature v tujih jezikih, ampak ko berem zase, ko hočem, da me nekaj resnično nagovori, mora biti slovenščina. Ampak ok, pa če bi bile več slovenščine, recimo v e-knjigah, ti ne bilo panike. Mislim, nimaš teh... Mislim, da bi vse kupila knjigo. Varum. Imam rada knjige. Ok, ampak to me zanima. Zakaj? Kaj je to, da rečeš, jaz imam rada knjige, pa da ti to, da kle noter ne vzam, da to ni to agnostičen termin, da bi vzela zraven še e-knjigo? To me res zanima. Mogoče bi jo, ampak zaenkrat nisem še nikoli razmišljala o tem, ker dokler nimamo take izbire v slovenščini, kot bi jo želela. Ja. Potem je tak
je to utopično razmišljanje. Ne? To res, pa zdaj se samo Biblo zdaj trudi, ne? Zdaj se nekaj dogaja. Ampak... Ok, fair enough, no si to, v bistvu dobro smo, v bistvu sem malo zajel, pač to je to res, ne, ker res je ni, ne, jaz tega Kindla ne moram prehvaliti, jaz res samo angliščini verjam, realno gledam, mislim tako, vsaj, tako, ker res zase berem, zato ker so stvari pač na Kindlu, kjer je to k tene, ki ga lahko slabo vzameš, pač res, ne, pač to bolj važno, ampak, ok, pa zdaj slovenska beseda, ki ti je tako ljuba, ne, ne bova šla o temu, je slovenščina kul zapisati, ali pa nekaj itak, da je, pa to pač vsem, ne. Ampak, to vprašanje sem probal zastaviti brez to podišče omenil, pa ga bom očitno mogel na eni točki, ne, ampak pa gledeva na začetku že. Koliko je, veš, ta ohranjanje, ne, slovenskega jezika, ne, mi rabimo besedo za vse, ne, mislim, načeloma, da mora biti vse naše in da edin tako bo preživeli, ne, vse te jajca, ki jih poznajo, poslušaš. Na drugi strani so ljudje, ki pač dobro pišejo slovenščino in to zdaj delajo, ne. Jaz ti ful rad zmeram pač Snetija iz Jokerja, pač izpostavlja, ker res dobro piše, pa zdaj ali folk ima rad računalniške igre ali ne, čisto vsem, pač model res zna pisati, ne. In zdaj, kaj zate pomeni, ne, slovenski jezik, da ti je všeč? A je to tako zelo akademsko, Purišič varianta preživeti, pa da je Slovenija, pa imamo svoj jezik, ne? Ali je ta živa zadeva, ki jo tudi avtori, ki zdaj pišejo, ne zdaj sam Cankar, pa oni 4 modeli iz leta Čuka 800, ne? Ali te, ki zdaj pišejo, da tudi nekaj prenesejo zraven? Jezik je absolutno živa stvar in se razvija in jaz se s tem strinjam, ampak recimo, jaz sem sama doživela, da sem bila na nekem pesniškem branju, ko je bilo več avtorjev, brali so v slovenščini, pa tudi v tujih jezikih in na koncu je kot zadnji gost prišel svojo poezijo brati Milan Jesih. In ko je on bral svojo poezijo, vidiš, da je to absolutno drug jezik, da je to jezik, ki mu nihče, ki je prej bral, ne seže niti do kolen, da obvlada tančine jezika, da se zaveda, kako lahko za eno samo besedo poimenuješ stvari, česar mi danes sploh ne znamo več, ker smo tako omejeni in jaz to zelo cenim. In jaz, ne vem, moja največja želja je, da bi res enkrat obvladala slovenščino. Tako. Pa kako je to možno? Pa to te resno vprašam. Je možno. A je, mislim... Jaz mislim, da je, pa se to ne pomeni, da si ti rigiden. Obvladati jezik pomeni, da si ti znotraj nekih pravil lahko zelo, zelo inovativen. No, se to, ampak glih o tej inovativnosti, ne? Zdaj, no, to si fulno porekla. Ampak, a je to pri vsemu temu, kar nam je zdaj na voljo, pa klej že spet internet zraven prišel in posledično zato, ker je to dosti zahodna zadeva, pač angleščina. Zdaj, a je to dobro ali slabo, za slovenščino kvečem slabo, ampak a veš, znotraj tega, kar vse lahko konzumiraš, ne? A je možno pa slovenščino, a to zavera to svobodo znotraj slovenščine? A veš, kaj govorim čisto zdaj o strukturi stavkov, ne? Ker ti, če toliko cajta požiraš angleščino, razumeš, pa greš pisati, to se meni dogaja, ne? Pa take stavke delam, ker se pa mene sram. Ampak, ki bi pa v angleščini, pač, veš, si strukturo prebral, ne, pa makes total sense, ne. A to zdaj kako ti obvladaš angleščino? To je ena redkih stvari, ki se upam shvaliti z njo. A veš, recimo, jaz si tega za svojo slovenščino ne bi upala reči. Ja. Zdaj imamo spet, mi doma dva čisto različna kriterija za to, kaj je dober jezik. Ok. In pač meni jezik pomeni dober jezik to, da znaš ti čustvovati v jeziku, ali pa da znaš ti v jeziku izraziti najgloblje misli, da se znaš ti v jeziku pogovarjati z otrokom, da veš za vsako igračo, kako se reče, da poznaš medmete v jeziku. To je zame obvladanje jezika. In zato jaz recimo bi kot izseljenka najtežje bi za to živela. Pač lahko mi vse vzamete, ampak jezika pa to mi gre pa kar na jok. Zdaj, pa pač, kakere pol tuje še znaš, recimo, ne? Tako da... Nemško znam dobro, angleško znam dobro, italijansko, rusko imam možnosti osnov sporozumevanja. A pa ti je tudi pol, kaj te ostale jezike poznaš, kako bi pa pol, mislim, slovenščina pa ta primerjave so tak zmerno dosti nehvaležne. Ampak tako, bi rekla, kar se izražanja tiče, pa s to našo dvojino, pa vse te, veš, te standarde, ne. Kam ti slovenščina spada? Vena ti je najboljša, ampak tako, pač kam ti slovenščina spada, veš, v celemu temu, če bi dal jezik na prav faktorje, ne. A veš, koliko je pol tam vreden, recimo, ne. Najbolj vreden, zato ker si Slovenka. Ok, zdaj si me na to raven spravo. Ne, jaz imam recimo nemščino, imam blazno rada in ne znam ti povedati, kako recimo, če hodim po Ljubljani in slišam nekoga, da govori v lepi nemščini, kako meni zažari obraz in kako sem srečna.
ali pa ko preberem novo nemško besedo, ali pa izraz, ali pa kakšen pregovor, ki ga še nisem slišala, pač mi je to prečudovit. Ampak ker se zavedam, da čeprav imam tudi ta jezik zelo rada in ga verjetno bi marsikdo rekel, da ga obvladam, se zavedam, da ni niti na četrt poti moje slovenščine. In hkrati se pa tudi zavedam, da ima moja slovenščina še zelo, zelo dolgo pot do tega, da bo na tej ravni, na kateri bi si želela, da je. Okay, ampak če bi se tako v Nemčiji rodila, ne, resno, pa te tako vprašaj. Ja, bi pa ljubila nemški jezik, ja. Zato, ker pač meni so starši dali besedo in meni so starši dali zelo lepo besedo in meni so starši dali zgodbe. In jaz ne morem tega pozabiti. Okay. Zdaj pa, prej, ki si rekla, da nočeš najljubših avtorjev, ne, naštevati, pa te ne bom to vprašal, dejansko nisem od tega nameraš. Ampak, če bi mogla 3 knjige fikcijo zdaj, pusti vse, kar se akademskih zadev tiče, ampak da bi 3 mogla, pa da so rečemo od 2 Jurija naprej. A veš, recimo, to pomeni, da je relativno nova zadeva. Ja. Ampak da bi 3, ki si jih ti prebrala, pa ki si jih zase brala, ne, ki si jih pol dekonstrukcija, razumeš, za Beltrino ali pa karkoli. Nekaj, ki si tako prebrala, pa si rekla, moj bog, tole je pa dober, pa bi hotela priporočiti. Sam to, da dam lahko 3 linke, razumeš, kaj manjca Renko brala, bi rekla, da je dober. Problem je v tem, da ko enkrat začneš brati za poklic, bereš na čist drug način. To in vem. To deformira. In jaz recimo, lahko, kar me je zadelo v zadnjih letih, je nemški pisatelj Sebald, ki je napisal Izseljena. To je en roman, ki ga nihče ne more brati, meni je pa fantastičen. Pač Sebald je bil tudi mojster nemškega jezika. Potem dajmo Avstrica, Thomasa Bernharda, tudi mojster jezika. Zelo ciničen, zelo sarkastičen, zelo grenak, ampak res iskreno dober, no. To potem pa zdaj za tretjo stvar, a dava še enega Slovenca. Dej, se samo... Zato bom pa Maja Haderla pa Angel pozabe. Okay. Sicer je bil roman napisan v nemščini, ampak je to slovenski roman. Okay. Kaj si še povezala, to je ta lepa. Jo, zdaj bom čisto nemškutarsko delovala. Ja, pa že predko Avstrijci so tudi Slovence pogruntal. Če bi mi vnaprej rekel, bi se malo pripravila, bi dala, da Ne, za nalaž, pa sem mislil, če vse, za nalaž ne, zato da pride tako, glih zaradi tega, ker to, kar si rekla, ta poklicna informacija, to je resna zadeva, ker enkrat te zadeve tako delaš, ker se jih pol na eni točki, ali klinično, ali pa obrtniško lotevaš, ne, težko je pol zase brati. In to je po svoje največje prekletstvo teh zadev. A veš, kapol zase težko kaj uživaš, zato, ker veš, pa tle zdaj moj bedni primer s to tehnologijo, pa s temi gadgeti, ne, razumeš, ki jih enkrat toliko testiraš, pa jaz to res rad počnem, tako res iskreno rad počnem. Zase je pol zmerno težje se fajn imeti s temi zadevami, tako, da bi iskreno se imel fajn, ne. Pa še ena stvar, ki te moram reči, ker jaz iščem nekoga, ki je to knjigo prebral, ker jaz si že 3 leta lažem, da bom to knjigo prebral, pa še zdaj nisem. Infinite Jest, si ti kdaj to brala? Ne, ampak mislim, da tudi ne bom. A ne boš? Ne, Varum, mislim, da to ni moj tip literature. Okay. To je, imam zelo rada recimo Friends now od Američanov, pač prijateljev, Davida Fosterja Wallace. Ampak sam Foster Wallace je pa meni mal tuj. A res? Recimo meni je tudi Kafka tuj. Okay. Pa na nek način sem brala neke njegove kratke zgodbe in na nek način mi je bil podoben Kafki, ne znam zdaj obesediti zakaj, ampak jaz tudi, čeprav je Kafka velik in veličasten avtor, ga nikoli ne bi dala med svoje najljubše. A res? Ne, jaz pa odkar sem od Federerja članek prebral, a ti si zlak kdaj prebrala, ja? On je enkrat za pač Foster Wallace, fuli mora tenis, se to je tudi neki v Infinite Jest piše, ne. A on je vibrat tenis in napisal za New York Times o Rogerju Federerju, to vem, da je glupo, se sliši se glupo katočak, ampak jaz napisal tako epski članek, o celo tenisu pa o Federerju, pa kako igral, pa bla bla bla, ne, ker mislim, da je Roger Federer za religious experience, nekaj tazga, no. A je tako dober, ne, vsakič in leto sem še zametino listo, ti si imela tudi v spis in sem rekel, da za Infinite Jest ta poletje pade in tako nisem prebral že spet, ne, ker sem vse ostalo bral, ampak ja, ne vem, jaz pa ne, on pa mene, blizu tega, kam tokrat angleščino, ne, če so že pri teh jezikih, ne, on pa ne vem, kva dela, ampak tok neki prav dela, ker jaz ti bi po moje to znala v besede, jaz tega ne znam, ne, da moram, demet, vidiš, v smislu, da tam lahko. Ne, sej mogoče sem narobe rekla, mogoče tudi jaz bom prebrala, ampak jaz sem, ne vem, potem, kar sem brala, ne vem. A Saundersa si pol kaj brala, da še nekaj spostavim? Ne, to je tudi enega v Homi, ne, pa kratke zgodbe piše, ne, tega sem ta poletje bral malo, ne. Je tudi tako meni v redu, ampak okej, lepa.
enega moram najdeti. Res, ena mora tako, rabim nekaj. Ja, jaz imam par prijateljev, ki so veliki oboževalci. Ja, zato, ja. Ampak se mi zdi, kar se mi zdi zanimivo, da mogoče je to čisto vključen, ampak veliko več moških. Ja? Je o tej knjigi govoril kot ženska. Jaz sem zdaj edini, ki sploh vem, da ve za Infinite Jest, da je bila ženska, da se zdaj spomnim Nina Kožar, ki je tudi prebrala ta članek. To ti jim poslal link. Saj to prebere, se ni dolg. Ampak, bom z veseljem. Čeprav jaz sem rajši nadala. To je tok narobe. Sam je lepši je. Vse to ti dam. Pa ne to zdaj, ampak ja, ok, pa še latino je. Tako da, ok, ne, come on, Federer, se ne bo šlo to. Ok, pa gre zdaj še na ta del, ki vem, da ga kome čakaš, ne, na strojno in programsko opremo, ne. Pa povej, tako te vprašal za računalnik pa za telefon. Kaj imaš? Kaj uporabljaš? Imam en Asus računalnik. To je v redu? To je kavun, kjer avto imaš zelenje. To je v redu, ampak Asus je že velik, to je že v redu. In imam... To sem pa že prej videl. To je Nokia. Sem da je C5. Nokia E5 nič. No, E5, v redu. To imam in imam iPad. A ja? Kjer ga? Ja. 4. A 4? Lepa. Ja. Ok, ti potem pa za iPad vprašam. Imaš kakšne Ne iPad? uporabljam. Kaj to pomeni? Nekaj ne uporabljam. Ne, nimam nobenih. Zelo mi je všeč, recimo, če lahko kaj pofotkam ali pa... Posebno, da mi velika fotka za tablico. Ne, jaz fotkam bolj, da mi ni treba skenirati. Res knjig in tako. Okay. To imam sicer lahko pogledava, ampak res nimam, sploh ne vem, imam neke slovarje. Ja, ok. To imam in potem imam pa, to je pa to v bistvu, Medvedka Puja imam. To je bilo random. Okay. Ja, res ga imam, ki je bil enkrat zaston, pa Secret, a ne, tole Book of Chaos imam. To sem je tudi enkrat zaston, zelo lepo. Odlična risanka. Ne, to je risanka, jaz imam pa ta Book of Chaos. Ja, dejansko, ok. Ja, je bil za St. Patrick, zdaj mislim, da je bila zaston. In je nekdo na Twitter napisal in sem prvič v življenju. Kaj pa za Twitter uporabljaš? Ja, to pa tudi imam, ja. Imam Twitter, Facebook, Gmail, Dropbox. Standardne. A Chrome ali Safari, to tam vprašal. Safari, ok, sam vprašam. Ok, zdaj kaj mi povem, zdaj ti, ki veliko pišeš, pa to pa zdaj malo resno, pa kar se programske opreme tiče, v čem pišeš? V Wordu. Resno? Ja. In si zadovoljno življenju? Pa to resno vprašam, pač ker jaz tudi relativno dosti pišem, veš, in ti je Word cool in dosti... Nikoli nisem probala skoraj nič drugega, tako da kako naj dekle potem ve. Ja, ampak, ok, probi še kaj drugega. Pomaš Asusa, imaš kaj Vince gor, ne, sklepam. Ja. Evo, lahko isto, ko reklamo naredimo. En Slovenc dela en program, ki se mu reče Write Monkey, ki je tako narejen, da ko ga daš na full screen, ne, vse zgine. In samo prazen page. Ampak jaz sem človek, ki je navajen gledati Word. Vem, sam je Word, veš. Ampak je dober. A res, ali kaj? Tako mora biti, taka so pravila, oprostite. Ja, ampak to je to, don sem na Twitterju dal en link, ga bom dal kleh teb zraven, ki je napisal, why Microsoft Word must die, ne. En pisatelj, ok, je dal ven, ker od Worda 5, ne, ki se ga ben več ne spomne, iz leta, ne vem, 85, boh kdaj obstajal, je Word čul sam še navzdol, ne. Res, tudi ta link in poslal. Ampak to me res zanima, zato ker je jaz štekam, da ga je folk navajen, pa da gre tukaj za eno rutino, pa da mogoče veš, kaj pišeš, točno veš, kje si, ne. Te zadeve ponovadi pomagajo. Ampak to je res to res ni v redu za delati. A veš, pač ta Word je bil narejen za neka korpo okolja. A veš, kjer so neke firme, kjer si ljudje pošiljajo, ne vem, neka poročila, boha je zakva, ne. Veš, če pa ti pišeš, pa ti kar res dobro pišeš, ne. Zdaj te hvalim, Kime. Hvala. Prosim. V glavnem, veš, da to v Wordu delaš, meni to narobe. Zdaj ti, če še nisi nič drugega probala, ti je to težko razložiti, zakaj, ne. Ampak to res ubija, mislim, Word res ubija tekste, tako na en zelo tak prefligan način. Ja, ampak jaz potem pošljem svoj tekst uredniku, urednik ga bo itak hotel v Wordu. To je res, ampak se pa lahko vse v Word spraviš. Resmo v Write Monkeyju ven dobiš plain tekst. Ker ga daš nad, so stavki so tam, kad daš dvakrat enter, razumeš, mislim, ni tega formatiranja, pa je .x ven prišel, pa si .x poslal, pa ga on ni mogel odprt, kamo pa zdaj, ne, veš, pa te stvari vse odpadajo, pa samo bela stran je. Veš, pa če imaš Maca, imaš tega, ta AI writer, ki ga vsi hvalijo, ne, ko si pišejo, ne, tudi bela stran pa pišeš več, ne.
Ampak tako, sorry, zdaj ti predam, ampak nekaj, mene to dejansko fascinira, koliko ljudi, pa sploh pol ljudi, ki dobro pišejo to v Wordu dela. Isto me zanj sneti rekel, pa misliš, da bi bolj pisala, če ne bi v Wordu? Ja. Ne bi. Ne bi. To je dragost tega, da v bistvu, zakaj pišem? Pišem zato, da bo tekst dober, bo tekst boljši, če ga napišem v Comic Sansu ali ne v Comic Sansu ali v tem programu. Ne, tekst je na koncu samo tekst in to je vse, kar imaš. In na koncu boš umrl s tem tekstom, ne boš umrl s Wordom. Kle imaš malo prav, kle ti tam malo prav, ampak ja, ti bom poslal link še do vrat manjke, ti moram že 3 linke poslati, ampak bom. Zdaj pa še zadnje vprašanje, ki je tudi vedno isto, ne. Eno stvar fizično, ki ni človek, ki je naredila ful veliko ti snate, lahko še imaš, lahko ga nimaš več. Moja mačka? Mačka je že tako, je žival, ne, poštejo v bistvu. To je že to. Zato imaš prav, mačka je človek. Fair enough. Ne, ampak tako, da je stvar, veš, kaj bi rekla. Zelo rada imam Moleskine beležke. Si, A je Moleskine ali je Moleskine? Veš, kaj hipsteri so zdaj začeli neki furat, da... Pojma nimam v bistvu. Field Notes ali Moleskine? Prav Moleskine. Res? To imam rada, ampak to mi ni spremenilo življenja. Zdaj, če bi šlo za izum sam, se mi zdi tisk veličastna stvar, izum tiska. To je dosti res. To je dober odgovor, to pa še tak malo širši, ta mi je všeč. Ne, čeprav bi to sam za Moleskine, da to vprašam, ker to res obstajate ljudje, ki, jaz vas sicer ne razumem, ampak spoštujem to, ne. Zakaj so te beležke vam to kul? Pa to res to vprašam, zakaj so te? Jaz sem eno, recimo, zvezdak imam za to, da ko delam stvari, recimo za doktorat, se mi kaj utrne, napišem noter. Vem, lahko bi to tudi v iPad počela, ampak ne. My point exactly. Ja. Ko sem dobila ta iPad, se mi je najprej v bistvu sesul svet. Ker sem ugotovila, da imaš tukaj enih stvari, da imaš koledar in to, in me bilo, a zdaj bo cel moj svet umrl. Vse moje beležke na pol popisane bo šle zdaj v noč, ker imam jaz iPad. In potem so tiste beležke bile nekaj časa na strani in sem 2-3 mesece uporabljala iPad. Potem sem pa organsko šla nazaj k koreninam. In sem se vrnila in sem to čez pustila v iPad in vse, kar ima primeru, in zdaj imam spet beležke. No, skratka, eno imam za doktorat. Eno imam pa zato, ko berem stvari zase ali pa mogoče tudi, ko pišem, da si delam izpiske. In jaz recimo od vseh knjig, ki sem prebrala, imam celo serijo teh beležk. Jaz recimo za vse citate, jaz recimo, ti mi boš zdaj rekel en stavek, jaz bom točno vedela, na kateri strani je. Zato, ker si pač jaz to sistematično izpisujem in pač s tem, ko si to napišem v beležko, se mi v glavi dela nek register, pač kot telefonski imenik. Ja, se to izmeram, če napišeš, v glavi ostane, pa pol vse te getting things done zadeve. Ampak Manca, Iber, hvala. Ja, ni za kaj, hvala tebi. Evo, to je to. Tole je bila 46. epizoda Aparatusa. Manco najdete na Twitterju pod @manca_grenko. Jaz sem na Twitterju @anzt. Rbeletrina je na rbeletrina.si, Aparatus pa na aparatus.si, 2p sta v imenu. Še enkrat, ful bom hvaležen, če boste lahko Aparatus podprli tudi finančno, ker pač tole terja svoj cajt in kakršnekoli solde dobim, gre to vse nazaj v podcaste in v opremo, ki jo uporabljam za snemanje. Tako da še enkrat hvala vsem, ker ste to že naredili, pa unim, ker še boste. Lahko daste pa tudi oceno v iTunesih, kjer kakršnekoli ocena prav pride, ker tako še kdo najde tale podcast. Evo, to je do naslednjega tedna to. Čau.